veliko težavo utegne biti kost tem novim potrebam, ker ni da se spreminja samo v večinski skupnosti, to se pravi, to novo gledanje na mejo, na sosednjo državo, se seveda potem se pravi tudi v manjšini, ker tudi manjšina doživlja svojo narodnostno pripravljenost na drugačen način, verjetno tudi bolj sproščeno. In so vse te nove oblike, ki manjšina po mojem težko sprejema. Mogoče samo dodatno pojasnilo, tisti, ki ne poznate te stvarnosti formalno urejenih statusov na dvojezičnem območju. Tukaj območje mestne občine Koper iz Pirana sodi pravno gledano v dvojezično območje, kar pomeni, da imamo skladno z zakonodajo tukaj organizirane osnovne šole, srednje šole z italijanskim učnim jezikom. Podobno je na drugi strani v Italiji, kjer obstajajo vrtci, osnovne šole in pa srednje šole z slovenskim učnim jezikom, s slovenskim jezikom poučevanja. Ključna razlika pa je ta, da na slovenski strani se vsi govorci večinskega jezika, torej slovenskega, učijo že od prvega razreda osnovne šole italijanski jezik. Torej je italijanski jezik obvezen jezik v osnovnih in srednjih šolah, pogosto pa že v vrtcu, kar pa ni recipročno v italijanskem kontekstu. Narodno območje, seveda, hvala za dopolnitev. Zdaj rezultat je ta, da večinsko slovensko prebivalstvo na tem območju dejansko ima neko kompetenco italijanskega jezika, medtem ko v sosednji Italiji je pa to ta novost, to novo zanimanje za slovenski jezik, ki je bilo prej popolnoma odsotno. Tako da iz praktičnega vidika gledano imamo na slovenski strani meje prebivalstvo, slovensko prebivalstvo, ki govori in razume italijanski jezik, na italijanski strani meje pa imamo Italijane, ki ne razumejo slovenskega jezika in ne govorijo slovenskega jezika. Se je pa, kot je omenila kolegica Norina, v zadnjem času pojavilo to novo zanimanje, verjetno temu botruje tudi konec globalizacijski proces, integracijski proces v Evropsko unijo in vpis, bi rekla, italijanskih otrok v slovenske šole. Zdaj več o jeziku, bi rekla, jezikovnih politikah, pa mogo še zadnja govorka te okrogle mize, Vesna Mikolič, tako da prepuščam še tebi besedo, potem da bo debata. Hvala lepa, pozdravljeni vsi. Kot je bilo povedano, sem sama jezikoslovka in se ukvarjam s temi vprašanji z vidika sociolingvistike, z vidika jezikov v stiku in v bistvu sem vesela, da nastopam zadnja, ker se mi zdi, da lahko začnem z enim opažanjem, ki se je tudi iz teh referatov, kratkih referatov sogovorcev pokazalo kot zelo relevantno vprašanje za manjšinska vprašanja, namreč koliko se neka etnična skupnost lahko ali se mora odpreti, da lahko živi normalno, ustvarjalno, aktivno življenje. In tu mislim, da se zelo čuti, da seveda možni, obstajata dve skrajnosti, se pravi, ko se neka etnična skupnost tako integrira, da se tako razpre, da je praktično ni več, ko se tako poveže z drugimi skupnostmi oziroma večinsko skupnostjo. Na drugi strani pa imamo getoizirano etnično skupnost, ki sicer je lažje živeti v tem smislu lastno identiteto, ampak si pa obsojen na neko degradacijo strani večine, strani večinskega prebivalstva in tudi enako si obsojen potem na propad, če ne oživljaš svoje oziroma če ne preverjaš svoje identitete ves čas v stiku z drugo, v aktivnem stiku z drugo. Tako da zdaj iskanje tistega pravega ravnovesja med to popolno zaprtostjo, samozadostnostjo neke etnične skupnosti in to razprtostjo,
Tu je seveda stvar razvoja neke skupnosti, stvar tudi dnevno-političnih dogajanj. Predvsem pa mislim, da tu se stvari spreminjajo. In zato mi je tudi zanimivo, ker bom lahko potegnili vzporednico, namreč sama sem želela nekako podobno, kot je gospa Marina Bogatec predstavila razvoj oziroma te pomembne spremembe v zadnjem obdobju na oni strani, sem sama želela na primeru slovensko-italijanskih odnosov na tej strani meje pokazati, kako se odnos med etnični odnosi, kako se zelo hitro spreminjajo. In tudi če zanemarimo, oziroma hitro spreminjajo, zelo tudi bistveno se spreminjajo. In tudi če zanemarimo te dnevno-politična dogajanja, ki lahko dnevno imamo akcije, reakcije. Mogoče bi se tu sam navezala na eno zanimivo omembo gospoda Tremula, ki je rekel, da je recimo tudi ta univerza promovirala, da bo to nek obramba slovenskega znanja. In jaz se spomnim te izjave naše kolegice, ki je celo italijanistka. In v bistvu vem, da je bila to samo reakcija, mogoče celo nezavedna, na izjemne pritiske, ki jih je ta univerza ob ustanavljanju doživljala strani neke nacionalne politike, ki se je bala, da bo ta univerza italijanska, pro-italijanska, preveč odprta. Se pravi, ves čas ta strah, da bomo se preveč odprli kot slovenska nacionalna skupnost, je bilo prisotno tudi tu in je bila ta izjava pravzaprav reakcija na to. In v resnici, če pogledamo celotno slovensko nacionalno skupnost, smo pravzaprav v taki podobni situaciji, podobno se sprašujemo, koliko se lahko odpremo, koliko manjšin in lahko priznamo, da ne ogrozimo svoje lastne skupnosti. In nenazadnje ta obmejnost, ki je sicer tukaj tudi zelo izrazita in zelo kompleksna, ampak pravzaprav celotna Slovenija je obmejna regija. In mi sicer se zavedamo, torej priznavamo raznolikost, velikokrat je to tudi del nekih naših turističnih strategij, naša regionalna raznolikost, ampak v resnici pa se je tudi bojimo na nek način, oziroma se ne poglobimo v to in je ne uspemo, po mojem, dovolj vključiti v našo identiteto. In to mi je pa zanimivo, da je podobno opažanje tudi v neki televizijski oddaji nedavno tega, podobno izjavo je podal Čefur, torej pisatelj Goran Vojnović, ki je rekel, če ga citiram, različnost naših regij je bistvo slovenske biti, ki se je še ne zavedamo. Se pravi, to je povedal Goran Vojnović, torej otrok priseljencev, in mi je bilo tudi z tega vidika zanimivo, da pač z tiste perspektive se to morda še bolje vidi, kot jo vidi nekdo drug, ki je recimo pripadnik ali pa živi v nekem takem bolj nacionalno homogenem prostoru. No in zdaj, če se povrnem k temu prostoru in vam poskušam tudi približati, ker ravno s tem namenom, da v resnici spoznamo kompleksnost teh posameznih slovenskih regij. In kar je pač zanimivo v tej naši regiji, je ravno ta dvojna obmejnost slovensko-hrvaška, slovensko-italijanska, ampak sama bi sedaj na primeru slovensko-italijanskih odnosov pokazala, kako so zadeve kompleksne in kako se spreminjajo. Bi pa enako lahko govorili tudi o slovensko-hrvaškem in seveda tudi drugih odnosih med drugimi skupnostmi tu živečimi. Kar se tiče slovensko-italijanskih odnosov, bi izpostavila, da je nekako sama, če zanemarimo tiste dnevno-politične, tiste krajše obdobja, če pogledamo celotno
povojno obdobje, torej po drugi svetovni vojni. Sama nekje delim na tri obdobja tega spreminjajočega se odnosa, in sicer prvo povojno obdobje, vse do končne ustaljitve meje, ki je bila šele, do katere je prišlo šele po Ozimskih sporazumih 76. leta, ne. Torej, v tistem obdobju je vse skozi ta negotovost najbrž tudi pogojevala nek ne tako enostaven odnos, oziroma, bom rekla, na nek način, seveda, nacionalna vprašanja takrat tudi niso bila prioritetna, ne. Po drugi strani je bil nek odpor tudi še zaradi živih spominov na drugo svetovno vojno, na fašizem, in pa seveda tudi nepoznavanje te kulture, strani italijanske kulture, strani priseljenih prebivalcev, torej iz notranjosti Slovenije, iz Istre, iz drugih delov Jugoslavije, ne. Se pravi, vse to je določalo bolj ali indiferenten, torej nepoznavalski odnos, ali pa nek odpor, nek prezir te kulture. Potem pa se je od 70. let dalje, 70., 80., 90. leta tudi, lahko sledimo, torej lahko govorimo o podobnih pozitivnih trendih, kot jih zdaj opažajo na italijanski, torej na Slovenci v Italiji, ko se je večinsko prebivalstvo zelo, bom rekla, začelo zanimati, oziroma so se že kazali za italijansko kulturo, oziroma so se kazali rezultati jezikovne politike, ki je za to področje imela za cilj priti do dvosmirne skupinske dvojezičnosti, in takrat so se tudi resnično vpeljala italijanščina kot obvezni predmet na vseh nivojih izobraževanja, kar nekaj časa je bilo recimo samo v osnovni šoli, potem šele je prišlo v konec 70. oziroma 80. letih tudi v srednji šoli obvezni predmet, italijanščina. Se pravi, da so bili ti rezultati že vidni, in hkrati recimo tudi velik vpliv medijev, tega ne smemo zanemariti.